Od slike do besede. Od slike do besede. Dober večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. Tokratna oddaja Od slike do besede nas bo popeljala v čas, ko smo z oddajami začenjali tako: Tišina, beremo. Oddaja za ljubitelje vsebin. Na teh oddajah je oddaja Od slike do besede pravzaprav začela svojo pot, in ker se ravno spominjamo 30 letih delovanja, bi šli v čas, ko so te oddaje nastale. Tukaj bomo slišali eno iz januarja leta 2010, kar pomeni, da praznujemo 14 let branja knjig. Najlepša hvala najbolj zvestim poslušalcem, tudi tistim, ki radi berete. Prisluhnimo torej oddaji, ki je bila na sporedu januarja leta 2014. Vsebina knjige pa je aktualna tudi danes. Lepo vabljeni k poslušanju. Tišina. Beremo. Oddaja za ljubitelje vsebin. Že sama misel, da te na koncu napornega dneva čaka dobra knjiga, ti polepša dan. Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, dober večer in dobrodošli v oddaji za ljubitelje knjig, za ljubitelje vsebine. Salomonove ode bomo nocoj predstavili. Z menoj v studiu sta Alen Širca in Matjaž Črnivec, obema dober večer. Dober večer. Dober večer. Poleg Salomonovih od bomo seveda predstavili tudi Salomonove psalme. Matjaž, pa me zanima, kakšen delež je tvoj pri knjigi, ki jo predstavljamo. Pa še to povejmo, da je knjiga izšla pri KUD-u Logos v zbirki Knjižna zbirka poezije. Matjaž, tvoj delež pri knjigi? Ja, cela knjiga je bila po mojem zelo zanimivo timsko delo, tako da pri obeh delih sva oba sodelovala. Jaz sem bil bolj fokusiran na Salomonove psalme, ki sem jih prevedel in napisal uvod in opombe, ampak seveda je Alen to tudi potem pregledal in dal svoje pripombe, tako kot sem jaz tudi seveda pri odah, ki sva jih pa tudi prevajala skupaj. Tako da, moj prvi fokus pa so bili Salomonovi psalmi. Kako da ste se sploh lotili tega projekta? To so stara besedila, lahko rečemo, da gre za v bistvu molitvenik, kaj ne? Gre za stara besedila, ki pa imajo po mojem zelo pomembno vlogo, ne samo zgodovinsko. Oba dva z Alenom meniva, da imajo zelo dober duhovni potencial za poživiti krščansko duhovnost danes. Zato smo oba dva zelo močno čutila, še posebej pri Salomonovih odah, da je to prav nujno prevesti in prenesti v slovenski prostor. Izvirnik je menda izgubljen. Ja, ta velika debata žalost. Je težka. Ja, gotovo je izgubljen pri Salomonovih psalmih, ker se z precejšnjo gotovostjo ve, da so bili pisani v hebrejščini, ohranili so se v grškem, starogrškem prevodu. Se pravi, naš slovenski prevod je narejen iz grščine. Pri sirskih Salomonovih odah je pa vprašanje težje. Mnenje, ki se zdi, da zdaj prevladuje, je to, da bi sirščina lahko bila izvirni jezik. Čeprav so nekateri, ki pa menijo, da so bile izvirne pisane v grščini. Tako da naš prevod je narejen po sirskih ohranjenih tekstih. V grščini se je ohranila samo ena oda, medtem ko v sirščini so pa ohranjene vse razen ene, verjetno, ali pa enega kosa. Alen, kako pa zdaj, ko je za vami ta projekt, kako se vam zdi, ko je knjiga zunaj? Ja, se mi zdi, da je to kar pomembna stvar, ki so se lotila za tega, ker ta tekst se sicer pač smatra za apokrif, ne. To pomeni, da natančno rečeno je to pač tritokanonična knjiga. To pomeni, da je v določenem času bila v določenih cerkvenih krogih mišljena tudi kot navdihnjena.
sva ugotovila, da je celo bila del koptskega psalterija. Ne? Ja. Tako da v bistvu je pač recimo koptska cerkev v nekem času je bil to del Svetega pisma. Ne? Tako da sva potem, sploh glede na to, kakšna recimo medijska poplava je bila pred nedavnim glede tega Judova evangelija, ne, ki pa nazadnje sploh za cerkev nima nobene pomembnosti, ta tekst pa ima, ne, ker je v bistvu popolnoma pravoveren, ne, pač ni heretičen, nikakor ne, pač samo to pomeni, da je pokriv, da je pač ni jasno točno, ali je navdihnjen ali ne, tako zaradi tega. No, tako da z tega vidika je ta tekst zelo pomemben in ne vem, mislim, da so obodva zelo zadovoljna, da so to naredila. Ne. Oda 13. Glej, Gospod je naše ogledalo. Odprite oči in se ozrite v njem. Spoznajte, kakšen je vaš obraz in oznanjajte hvalnice njegovemu duhu. Obrišite umazanijo svojega obraza, ljubite njegovo svetost in jo oblecite. Tako boste vselej brez madeža pri njem. Aleluja. Kaj je bilo pri prevajanju najtežje? Ne vem, če jaz lahko začnem, problem je eliptičnost izraza. Če bi morda razložili za naše poslušalce, kaj to sploh je. To pomeni, da so stvari izražene na zelo skrčen in zgoščen način, kjer pogosto je težko razbrati, kako se same besede recimo povezujejo, katera beseda opredeljuje katero, kaj je glavna misel in kako, se pravi, kako potem, ko prevajaš, kako to prevesti, tako da je smiselno in zvesto izvirniku. Tukaj so se zmeraj lovila. Mislim, da je to res ekstremno težek tekst. In podobno velja potem tudi za Salomonove psalme, kjer je grščina, ki jo imamo, je zelo težka v tem smislu, da sledi pravzaprav hebrejski miselni strukturi. Je izražena v grščini, ampak mišljenje pa hebrejsko in včasih zelo šele s semitskim mišljenjem pridemo malo naprej. Tako da, ne vem, to je bil moj največji izziv. Sigurno, ne, ker pač moramo vedeti, recimo sirščina, ne, je semitski jezik. Ne. Bi morda nekaj tako za naše poslušalce, ki tega ne vedo, da ti semitski jeziki imajo čisto drugačno zgradbo, način izražanja. Vse je tako drugače, prav nepredstavljivo, recimo, glede na zahodne jezike. Seveda, ne, ker način semitskega mišljenja je zelo konkreten, ne pozna abstraktnih pojmov, ne. Se dotika zelo konkretne stvarnosti. To pomeni, ampak ne pozna časov, naprimer, ne loči med preteklikom, prihodnikom, tako kot slovenščina. Ne. Tako da v bistvu ima prevajalec ogromno svobodo na eni strani, po drugi strani je pa venomer v stiski, ne. Kaj pravzaprav to pomeni, ne. Poleg tega, da se pač izpuščajo glagoli in tako naprej. Ampak zanimivo je to, ne. Ker ta sirščina je pravzaprav aramejski dialekt. Ne? Tako da v bistvu so te molitve, te psalmi in ode napisani v jeziku, ki ga je govoril Jezus in apostoli, ker pač najverjetneje je, da je Jezusov materni jezik bila aramejščina, tako kot v Palestini v tem času je bilo to nekaj normalnega. Ne? Tako da v bistvu imamo jezik teh od, ne, ki je v bistvu pač ta materni jezik prvih kristjanov, Jezusa samega. Tako da z tega vidika se človek približa tistemu najbolj izvornemu. Ne. Vse so se pogovarjali, so rekla, ne, to je to. Apostoli napišajo, ne, pisma, potem grejo pa molit. In ko grejo molit na bogoslužje, kako to izgleda?
Oda 40. Kakor med kaplja iz satja čebel, kakor mleko teče iz prsi žene, ki ljubi svoje otroke, takšno je moje upanje vate, o moj Bog. Kakor voda kipi iz vrelca, tako iz mojega srca prekipevajo hvalnice Gospodu in moje ustnice mu prinašajo hvalo. Moj jezik je sladak od njegovih spevov in moji udje so obilni od njegovih pesmi. Moje obličje se smeji in vriska v njem, moj duh vzklika v njegovi ljubezni in moja duša sije v njem. Kdor se ga boji, bo vanj zaupal, odrešenje v njem bo trdno. Pridobil je nesmrtno življenje in kateri ga prejmejo, so neminljivi. Aleluja! Matjaž, rekel si, da je bilo to vajno skupinsko delo. Ali to pomeni, da sta recimo stvari skupaj premlevala drug drugemu, bila tudi v navdih in kdaj je našla drug drugemu rešitve, ali da sta vsak posebej zase prevedla in se potem uskladila kako? Ja, mislim, tukaj so precej, je bilo seveda vsake delo sam najprej, ampak potem smo se precej srečevali in skupaj debatirali. Še posebej pri odah smo imela en mogoče malo nenavaden način dela. Namreč princip je bil tale. Jaz sem ponavadi prevedel odo ali nekaj od na podlagi raznih obstoječih prevodov, kar sam sirščine ne znam, in sem pripravil nek recimo približno gladko tekoč slovenski tekst, potem je pa Alen to vzel in pregledal s sirskim izvirnikom in pogledal, kaj gre in kaj ne gre. Na to so se pa skupaj usedla in našla variante, ki so optimalne. Oziroma včasih je pa tudi obratno, je pa Alen najprej vzel sirščino, naredil prevod, ki je zelo dobeseden, in potem sem jaz pogledal, kako bi to lahko izrazilo neko recimo, pesniško tekočo slovensko obliko, na kar sva spet se skupaj usedla in preverila, a stvar drži iz obeh strani. Se pravi, pri odah je bil recimo moj delež bolj to, da sem gledal, da stvar je nekoliko pesniško in stilno, da deluje v sodobni slovenščini, ali ne pa skrbel, da je stvar ustrezna z izvirnikom. Tako da je bila tukaj ena taka kaj bi rekel, zelo konstruktivna operacija iz dveh različnih vidikov. Tako, ko poslušam, se mi zdi, da je bilo veliko nekega tipanja in da če ne bi bilo duha na delu, bi prav verjetno težko prišli do te knjige, tako se mi zdi. Ja, tipanje je bilo ogromno in pravzaprav sva večino tega tipanja kar pustila v knjigi, ker je drug del knjige, ki je zelo velik, so opombe. In tam sva vsaj vse najne glavne negotovosti sva lepo dokumentirala, tako da bralec, ki hoče mečkam pogledati za ozadje, ima to zakulisje v knjigi. Opomb je res veliko in tukaj sva pustila razne prevajalske možnosti, ki sva jih sama odkrila, delno pa seveda tudi, ki obstajajo v sodobnih prevodih. Imela sva nekaj glavnih prevodov v angleščino in nemščino pred seboj, in sva jih sproti tudi preverila z najnim razumevanjem, in kadar se nam je zdelo ustrezno, sva to informacijo pustila v opombah. Oda 42. Razprostrl sem svoje roke in se približal svojemu Gospodu, kajti moje razpete roke so njegovo znamenje in moja zravnana postava je dvignjeni les, ki je visel na poti iskrenega. Bil sem nekoristen za tiste, ki me ne poznajo, kajti skrijem se pred tistimi, ki se me ne držijo, in bivam pri tistih, ki me ljubijo. Umrli so vsi moji preganjalci, tisti pa, ki so upali vame, so me iskali, kajti jaz živim. Vstal sem in sem z njimi in govoril bom po njihovih ustih
saj so zavrnili svoje preganjavce. Nanje sem položil jarem svoje ljubezni. Kakor roka ženina na nevesti je moj jarem na tistih, ki me poznajo. In kakor šotor mladoporočencev, ki ga razpne njuna družina, je moja ljubezen na tistimi, ki verujejo vame. Nisem bil zavržen, če tudi se je tako zdelo. Nisem se pogubil, če tudi so tako mislili o meni. Podzemlje me je videlo in oslabelo, smrt me je izpljunila in z menoj mnoge, zanjo sem bil kis in grenkoba. Spustil sem se z njo do dna, noge in glavo je povesila, kajti ni mogla zdržati mojega obličja. Naredil sem zbor živih med njenimi mrtvimi in govoril sem jim z živimi ustnicami, kajti moja beseda ne bo prešla. Tisti, ki so umrli, so stekli k meni, vpili so in govorili: Božji sin, usmili se nas, ravnaj z nami po svoji dobrotljivosti, izvleci nas iz vezi teme, odpri nam vrata, skozi katera bomo lahko prišli k tebi, saj vidimo, da se ti naša smrt ne približa. Naj bomo tudi mi odrešeni s teboj, kajti ti si naš odrešenik. Jaz pa sem slišal njihov glas in si vzel k srcu njihovo vero. Na njihovo glavo sem položil svoje ime, kajti svobodni so in pripadajo meni. Aleluja. Vsi radi vidimo, da je kakšna stvar prevedena iz izvirnika, ker je tako še najmanj možnosti, da se izgubi pomen. Pri nas, strokovnjakov za semitski jezik, verjetno ni veliko, se pa najdejo sta prosila kakšnega tretjega, kakšno tretje oko nadzorno, da je kaj pogledalo, rešilo kakšno morebitno dilemo. Alen. Ja, kar se tiče izvirnika, pač tukaj res ni bilo veliko možnosti, da bi še koga tretjega prosila, saj glede te sirščine, ker sicer sem se jaz sam sirsko učil, bil sem tudi v Rimu, na tem papeškem inštitutu za vzhodno krščanstvo, in sem se tudi tam nekako poglobil svoje znanje in praktično v bistvu to, kar sva rabila, to tretjo pomoč, je bilo bolj to, da sva prosila potem še nekatere ljudi, ki so v bistvu to preverili, če je to v slovenščini tekoče in stoji. Ker moramo vedeti, da ta semitski jezik je mrtev v tej obliki. Ta klasična sirščina je v bistvu danes še zmeraj liturgični jezik vzhodnih kristjanov, ampak to je jezik, ki je v bistvu mrtev. In seveda, če je jezik mrtev, pridemo do pomenov lahko pač samo preko slovarjev, preko raznih intertekstualnih povezav, preko slovnic. In tukaj so te pomeni definirani, že preko stroke in tako naprej. Tako da glede tega se ni bilo tako težko dokopati. Bolj problem je bilo to, kot je že Matjaž opozoril, izraziti to semitsko govorico, ki je zelo drugačna v slovenščini. To se mi zdi, da je bil ključni problem. Če bi lahko samo za tako okus za naše poslušalce, da bi slišali nekaj izvirnika, če bi bili pripravljeni nekaj prebrati od Salomonovih od, potem bomo pa še slišali, kako se je to posrečilo v slovenskem prevodu. No, kaj bomo slišali? Slišali bomo odlomek iz konca 19. ode, ki je v bistvu bil zelo trd oreh za prevajanje. In sicer tukaj imamo zelo to lepo semitsko govorico, s temi vezniki in, se pravi z mnogovezjem. In bom prebral eno to kitico.
Najprej v sirčini, potem pa dobesedni prevod. Takole gre izvirnik. Jeldat sevjana, ujeldat tahvita, v kânat ba uhdana sagija, v ahbat ba purkana, v natrat ba simuta, v havjat brbuta. In še prevod. Rodila je voli in rodila v razkritju in podedovala v veliki moči in ljubila v odrešenju in ohranila v blagosti in razkrila v veličini. Namreč Marija, govori o Mariji. Matjaž, ti si prej želel še nekaj dodati? No, ko smo govorili o ljudeh, ki so nam pomagali, veliko pomoč, sploh pri Salomonovih psalmih, nam je bil Gorazd Kocijančič, ki se mu tudi zahvaljujeva, ker je celoten prevod preveril z izvirnikom grškim. Celoten slovenski tekst je pa tudi pregledal Vid Snoj in nam je tudi dal kar nekaj koristnih predlogov in popravkov. Tako da to sta bila glavna najina dva zunanja pomočnika. Kdo pa mislite, da bo prvi bralec teh molitev? Kdo bo strastno posegal po knjigi? Na koga sta mislila pri prevajanju? Po mojem so to vsi kristjani, ki bi radi poglobili svoje molitveno življenje, ki bi radi v svoji molitvi stopili korak naprej. Ker to je mogoče velja poudariti. Pred sabo imamo nekaj tazga kot novozavezne psalme. V Stari zavezi vemo, je knjiga psalmov, ki nam kaže direktno, nas vabi v molitev starega Izraela, ampak za novo zavezo česa tazga ni. Tukaj pa imamo nekaj, kar je temu vsaj zelo blizu. Se pravi, imamo res pristno, zgodne krščansko duhovnost, ki je zelo doživeta, osebna, izkustvena. In dejansko te teksti vabijo vsakega kristjana, da se približa Bogu na en oseben, lahko rečemo mističen način, izkustven način, ki je tako zgoden, da je pravzaprav še pred vsem poznejšim, recimo dogmatskim racionaliziranjem stvari. Tukaj gre za res za zelo neposredno izkustvo Boga, ki je v teh besedilih upesnjeno in obenem nam je ponujeno, da sami vstopamo vanga s tem, ko te tekste molimo. Jaz vidim, da je to zelo taka temeljna šola krščanske molitve. Alen, kako se pa vam zdi? Ja, seveda, jaz bi tudi poudaril, da je prav da so te Salome ode že našle pot tudi v sodobno krščansko bogoslužje. Ne? Namreč v Franciji je izdan tudi molitvenik, ne? Na kar so tudi midva računala, da bomo morda to študijsko izdajo predelala v molitvenik. In namreč v različnih gibanjih so te psalme, te ode že našle pot v bogoslužje. Se pravi, da je te ode možno moliti, tako v bogoslužju kot v privatni rabi. In to govori pač seveda za to navdihnjenost tega besedila in govori pravzaprav, da smo dobili nek zaklad iz prve cerkve, ki nam res omogoča, da na nek nov, neposreden način pristopimo v molitvi k Bogu. Ti psalmi naj bi bili napisani stoletje pred Kristusom, ne? Salomonovi psalmi, Nekaj datumov oziroma dogodkov nakazuje na tam okrog leta 65 pred Kristusom, ampak so mnenja verjetno deljena, ne? So zelo deljena mnenja. Zdaj, ko govorimo o Salomonovih psalmih, to je judovski tekst, za razliko od Salomonovih od, ki so krščanske. Se pravi, tukaj pri Salomonovih... Judovsko-krščanske bi lahko... Tako, ja. Pravilne, ne? Ode, ampak je Kristus so že po Kristusu, recimo, ne? So že Mesija, ne? Tako. Medtem ko Salomonovi psalmi so pa še tekst pred Kristusovim prihodom. Datacija je negotova. Večinoma se jih da umestiti nekam v prvo stoletje pred Kristusom, kam točno pa težko. Lahko so kakšni teksti tudi starejši, pa so bili morda pozneje predelani. V glavnem, tukaj je negotovo, ampak psalmi so nam zanimivi zato, ker nam kažejo pravzaprav, recimo temu, stanje duha med pravovernimi Judi, ki so pričakovali Mesijo nekaj malega pred Kristusovim prihodom. Vidimo, kaj so bili njihovi glavni izzivi, vidimo z molitvami dobimo pravzaprav zelo en tak intimen pogled v njihovo pobožnost, kako so doživljali svet in seveda tudi Boga. V marsičem nadaljujejo starozavezne psalme
zelo je v ospredju vprašanje božje pravičnosti in kako mi ljudje priznamo Bogu pravičnost v težkih momentih. To so zelo taka, bi rekel, realistična poezija, ker nas povablja, da se soočamo s težkimi stvarmi, z neuspehom, z težavami, z ogroženostjo, strahom. In na drugi strani je seveda vera v to, da Bog se drži zaveze. Kar je seveda za nas, morda kristjane, najbolj zanimivo, je pa mesijansko upanje, ki je izraženo v teh tekstih in na več mestih prihaja na svetlo. Najbolj izrazito pa v 17. psalmu, kjer je Mesija res opisan na načine, ki so na nekaterih mestih blizu novi zavezi že. In najbolj morda fascinantno je prav to, da vidimo, da so pisci nove zaveze ali da so poznali te tekste, pa da so na njih namigovali, ali pa da so bile te ideje tako močno prisotne v zraku judovstva tistega časa, da so jih od tam pobrali potem in jih najdemo raztresene po novi zavezi tudi. Jegiar Christus
Psalm 17. Gospod, ti sam si naš kralj na veke vekov, kajti v tebi, o Bog, se ponaša naša duša. In kaj je čas človekovega življenja na zemlji? Kakor njegov čas, takšno je njegovo upanje vase. Mi pa upamo v Boga svojega rešitelja, kajti na veke traja usmiljeno gospodstvo našega Boga in na veke traja kraljestvo našega Boga, ki sodi narode. Ti, o Gospod, si odbral Davida za kralja nad Izraelom in mu na veke prisegel glede njegovega zaroda, da njegova kraljevina ne bo propadla pred tabo. Zaradi naših grehov pa so se proti nam dvignili grešniki, napadli in izgnali so nas tisti, ki jim nisi dal obljube. Nasilno so si prilaščali in niso slavili tvojega častitljivega imena. Zaradi svoje vzvišenosti so si ustanovili razkošno kraljevino. Svojo prevzetno zamenjavo so opustošili Davidov prestol. Toda ti, o Bog, jih boš strmoglavil. Njihov zarod boš odstranil zemlje, ko bo proti njim vstal človek, tuji našemu rodu. In on sam bo čist greha, da bo vladal velikemu ljudstvu, da bo obsodil vladarje in odstranil grešnike z močjo svoje besede. Ker se bo zanašal na svojega Boga, v svojih dneh ne bo omagal. Kajti Bog ga je naredil močnega v svetem duhu in modrega v razumnem nasvetu, z močjo in s pravičnostjo. Gospodov blagoslov bo z njim v moči, ne bo omagal. Njegovo upanje bo v Gospodu, kdo ga bo premagal? Močan bo v svojih dejanjih in silen v strahu Božjem. V zvestobi in pravičnosti bo pasel Gospodovo čredo. Ne bo dopustil, da bi kdorkoli omagal na svoji paši. Vodil jih bo nepristransko in med njimi ne bo prevzetnosti, da bi se zatirali. Takšna je krasota Izraelovega kralja, ki ga je Bog izbral, da ga bo obudil nad Izraelovo hišo za njeno vzgojo. Njegove besede so bolj prečiščene od najdragocenejšega zlata. V zborih bo sodil rodovom posvečenega ljudstva. Njegove besede so kakor besede svetih med posvečenimi ljudstvi. Blagor rojenim v tistih dneh, uživali bodo blaginjo Izraela, ki jo bo v zboru rodov pripravil Bog. Naj Bog pospeši svoje usmiljenje nad Izraelom, da nas reši nečistosti posvetnih sovražnikov. Gospod sam je naš kralj na veke vekov. To je bil 17. psalm. Sveti Pavel nekje pravi: nagovarjajte se s psalmi, hvalnicami in duhovnimi pesmimi, dobesedno odami, ko v svojem srcu prepevate in slavite Gospoda, in s psalmi, hvalnicami in duhovnimi pesmimi, odami v svojih srcih prepevajte Bogu. Zdaj me zanima vajen komentar na prebrano. Ta dva odlomka iz pisma Efežanom pa iz pisma Kološanom sta zelo zanimiva, ker nam poleg drugih novozaveznih tekstov kažeta vpogled v bogoslužje prve cerkve, te judovsko-krščanske skupnosti, kjer je bilo precej spontanega, lahko bi rekel karizmatičnega dogajanja. Vidimo, da recimo v prvi cerkvi so imeli precej pomembno vlogo preroki, ki so bili, to so novozavezni proroki, ki so imeli precej drugačno funkcijo od starozaveznih. To so bili ljudje, ki jih je Sveti Duh navdihnil za molitev, lahko tudi za kakšno spodbudo, za pridigo, mogoče bolj v klasičnem smislu, ampak tudi za pesem. In ena od dejavnosti Duha po novi zavezi je prav to, da v kristjanih navdihuje pesem, hvalnico. In kot vidimo iz Pavlovih pisem, je bilo v prvi cerkvi to kar toliko pogosto, da se je to kar pričakovalo na bogoslužju, da bo nekaj ljudi mogoče vstali in spontano izrekli hvalnico Bogu, ki pa ne bo seveda čist neko prosto govoričenje, ampak bo res nekaj navdihnjenega od Svetega Duha. In v tej luči lahko prav vidimo ode, ki jih imamo pred sabo, kot preprosto to, da je nekdo te stvari zapisal. Te stvari, ki so bile v prvi cerkvi zelo razširjene, ki so se pogosto dogajale,
tukaj imamo pa vzorc tega zapisan. Ker tudi sami teksti zgleda, saj na nekaterih mestih namigujejo na to, da so govorjeni v skupnosti, da so del enega skupnega bogoslužja, skupne pobožnosti. Se pravi, gre za izraz te zelo zgodne, karizmatične narave cerkve. Se pravi, še svežega duha, če lahko rečemo. Točno. Ja. No, tukaj je treba ravno zaradi tega, ne, ker je to tako zgoden dokument, se pravi, verjetno iz 1. stoletja, ki je še pred evangeliji večino. In imamo tukaj tudi neko govorico, ki je nam tuja. Ne. To poudarjam zato, ker ko bo bralec vzel to knjigo v roke, bo marsikdaj presenečen, ne. Lahko se celo nad kakšnimi podobami pohujša. Lahko opazil bo, da so nekatere podobe zelo temačne. To je predvsem zato, ker je ta zgodna cerkva prihaja iz judovstva. Vemo, apostoli so bili Judje, Marija, Jezus. Ne? In če ne poznamo dobro tega judovskega izročila, ne, potem se nam di to temačno. Ne? Dejstvo je tu, to so tudi v opombah zelo, zelo poudarjala, mislim, tudi skušala rešiti, ne, te razne zagate, tako da so v bistvu navajala cerkvene očete, ne, da so v bistvu skušala pojasniti, kolikor se je pač to dalo. Posod se to ne da, ne, ker je to tako arhaičen tekst. Ne. Kar bi tukaj poudaril je to, da je ta spontanost kasneje v cerkvi ni bila več tako jasna. Ne? Zakaj? Zato, ker so se te neposredne, odprte govorice polastili tudi razne sekte, kot so gnostične sekte. Zato je bila kasneje cerkev prisiljena, ne, določene aspekte, ne, določene podobe ukiniti, ker so imeli povsem krivoverski naboj, lahko že in asociacije. Ne. Tako da v bistvu, in tudi zanimivo, tukaj še ni nobene teologije, ne. Tukaj ne bomo prepoznali zelo jasne dogme o Sveti Trojici, ne vem, zdi se na večjih mestih, kot da je Kristus podrejen očetu, kar je stališče kasnejše teologije, bi rekel vse problematično. Ampak ravno zaradi tega to govorim, ker smo mi, današnji kristijani, pač obremenjeni z racionalizmom, ki se je pač nakopičil v vseh teh stoletjih. Ne. Tukaj pa imamo dokumente prve cerkve, ki v bistvu prihaja s to semitsko neposrednostjo in nam res lahko da neke nove svežine, novega duha. Glede na to, da se mi zdi, to besedilo se je vaju obeh dotaknilo, pa čeprav sta rekla, da ne spada med navdihnjene, se mi vendarle zdi živ dokaz neke navdihnjenosti, da je besedilo tam iz 1. stoletja pred Kristusom in še starejše danes še vedno živo, ne? Lahko rečemo, da je po svoje nekaj duha tudi noter. Ja, no, to smo že pojasnili. Ja. To je pomen tritokanoničen tekst, pomeni, da je njegova navdihnjenost sporna v tej meri, da vse skupnosti krščanske se niso bile edine v tem mnenju. To pomeni, nekatera krščanska skupnost jo je imela za navdihnjeno, druga pa ne. Ker pogoj za kanoničnost, za absolutno navdihnjenost je, da vse skupnosti sprejmosti reče, to je gotovo navdihnjeno. Zdaj me pa zanima še to. Ali sta se ob prevajanju, se vama je zgodilo to, da sta doživela kakšen navdih in sta zapisala v kakšen svoj zvezek, dnevniški zapis, ne vem, kakšno odo, tudi vi dva? Meni se to ni zgodilo v tej obliki, morda pa seveda ob branju, ne, so pa kaj tega pustila v kakšnih opombah, ki so malo bolj vsebinskega tipa. Ne. Alenka, pa pri vas? Ja, tudi jaz nisem si nič zapisal, se mi zdi pa, da je da so te pesmi gotovo nek navdih tudi za pač čisto osebno spontano molitev. Vedno. Ja, in prav tudi seveda, tudi ta spodbuda je prava, se mi zdi, ker ravno ode kaže, da krščansko bližanje Bogu je nekaj kreativnega. Ne? In spodbuja točno to, da si človek vzame, napiše molitev, psalam, odo. Ne? Glede na vdihnjenosti, še en drobec bi rad dodal. Namreč sam pojem, pri pojmu o navdihnjenosti smo malo razmišljali tudi v spremnih besedilih in tukaj se mi zdi, mogoče se moramo odmakniti od tega črno-belega mišljenja. Tole je 100% navdihnjeno, tole je 0%. Tudi pri Svetem pismu lahko vidimo, da je pravzaprav navdihnjenost ima svoj center v Jezusu in
knjigah, evangelijih, pismih in tako naprej. Ampak ta navdihnjenost potem, ko gremo ven iz kanona, se ne preneha kar takoj. So teksti, ki so očitno s to lučjo presvetljeni, čeprav niso seveda mogoče na istem nivoju, kot je to Nova zaveza. Tako lahko se mi zdi tudi ti dve besedili. Večkrat sem se že pogovarjala s kakšnimi prevajalci in tudi oni, Svetega pisma mislim, in tudi oni so imeli kakšna posebej težka mesta, pa so tuhtali in potem je rešitev prišla v sanjah. Se je tudi vama kaj podobnega zgodilo? Ali sta vse v budnem času dotuhtala? Ja, vsekakor je bilo tuhtanja veliko. Ja, tukaj mislim, da je bila prednost ta, da sem mi to prevajala vedno v dialogu. Ne? In mislim, da človek, prevajalce ponavadno vedno v monologu samim seboj. Ne? In mi se spostavljala temu dialogu in se mi zdi, da so tukaj vrele te rešitve in da bo tukaj ta duh. Ne? In ta pristop, dialoški, se mi zdi, da bi ga lahko tudi prevajalci, ne samo teh svetih besedil ali pa navdihnjenih, ampak tudi pač prevajalci poezije, ne? Prevajalci literature in tako naprej lahko uporabili ta pristop. Ne? To bi se zelo strinjal. Saj jaz recimo sem večkrat doživel to, da sem se ubil z enim mestom, potem pa sem to z Alenom predebatiral, pa je on nekaj rekel, to je to. Se pravi, ta razodetje, če rečemo, je prišlo skozi dialog. Omeniti je treba tudi to, da je uvod oziroma nekako, uvod napisal koprski pomožni škof, dr. Jurij Bizjak. Za njega vemo, da tudi živi iz Božje besede in jo prav enako živo tudi podaja, zato se ne čudim, da ste njega zaprosili za to. Ja, on spremlja dogajanje na tem področju svetopisanskem zelo budno in seveda je bil vesel vseh takih pobud, da se te teksti in se pravi zgodnji judovski in zgodnji krščanski, da se prinesejo tudi na slovensko področje in tako je potem tudi z veseljem napisal predgovor. Psalmi in ode kralja Salomona. Prerok Izaija napoveduje misijanske čase tudi sledečo prispodobo. Prestolnica Sion kot mati izvoljenega ljudstva veselo gleda svoje otroke, kako se z vseh strani vračajo domov in se sprašuje, kdo mi je te rodil? Bila sem osamela in usahla, pregnana in zavržena, le kdo je te vzredil? Glej, sama sem ostala. Odkot so torej tile? Podobno se kralj Salomon sprašuje, ko gleda tako apokrifne, kakor tudi kanonične spise, ki mu jih pripisuje ustno in pisno izročilo, knjigo prerokov in pridigarja, visoko pesem in knjigo modrosti, Salomonove ode in psalme. In kakor je prestolnica Sion po Gospodovi besedi duhovna mati vseh ljudstev, tako je po izročeni besedi kralj Salomon duhovni oče vseh njemu pripisanih spisov. Salomonove ode in Salomonovi psalmi spadajo med tiste spise, ki jih katoliška cerkev šteje med apokrife. Apokrifi so spisi, ki so po slogu in vsebini podobni navdihnjenim spisom, pa se ne štejejo med svete knjige. Številni med njimi pa so zelo koristni in uporabni. Mnogi osvetljujejo zgodovinske razmere in odražajo vero in moralo svoje dobe, nakazujejo pereča vprašanja in pričakovanja svojega časa, bogatijo pomene svetopisemskih besedil in pojasnjujejo vsebine izrazov, pomagajo pri razlagi poslikav in kipov, omogočajo primerjavo s kanoničnimi spisi. Tudi modrost, ki jo prinašajo pričujoči psalmi in ode kralja Salomona, naj deluje, kakor je v njej zapisano v knjigi modrosti. Sama hodi okrog in išče te, ki so je vredni, dobrotno se jim pokaže na njih potih in jim pri vsaki misli pride naproti. Dr. Jurij Bizjak, koprski pomožni škof. Tako, spoštovani poslušalci, dragi poslušalke, lahko bi rekli, da je bila to tudi po svoje molitvena ura ali pa upam, da vas je kakšni molitvi povabila, zvabila. Matjaž Črnivec in Alen Šerca sta bila z menoj v studiu.
pa bi vam dala možnost še za vsakemu mogoče zadnjo besedo, kar bi rada povedala o knjigi Salomonove ode in Salomonovi psalmi, ki jo je izdal Kut Logos v zbirki poezije. Jaz bi samo rekel, poskusite, berite. Ja, enako. Jaz mislim, da prvo je to, da človek v bistvu poskuša, ne, to besedilo, ne, nekako aktualizirati na ta način, da vidi, če ga vodi v molitev. Ne. In mislim, da je prav to bistvo tudi pesniške govorice, da nas vodi v molitev. Najlepša hvala. V tem duhu se poslavljamo od vas, spoštovani poslušalci, in želim lep preostanek večera. Lahko noč. Lahko noč. Tišina. Beremo. Oddaja za ljubitelje vsebin. Od slike do besede. Od slike do besede.